Pozdravljeni. Po veliki nagradi Združenih držav Amerike je bilo kar nekaj navdušencev nad Formulo 1 in tudi sledilcev kanala začudenih nad ravnanjem ekipe Haas, posebej v primeru Mika Schumacherja. Poglejmo si danes skupaj, kaj se je dogajalo in kakšni so bili lahko vzroki. Marsikateri navijač Mika Schumacherja in tudi navdušenec Formule 1 je bil verjetno razočaran nad tistim, kar je videl na veliki nagradi Združenih držav. Namreč lahko bi dejali, da večji del dirke je bil Mik Schumacher na mestih, ki so vodila v bližino točk, ampak na koncu je točke osvojil Kevin Magnussen, Mik Schumacher je bil daleč zadaj. In tu je odgovor lahko izjemno enostaven, zakaj se je tako zgodilo. Namreč Mik Schumacher je imel 2 postanka, Kevin Magnussen edini od nastopajočih le enega. A menim, da je odgovor na vprašanje, zakaj so se tako odločili pri ekipi Haas, izjemno kompleksen. Namreč marsikdo bi si lahko mislil, da so nalašč ovirali Mika Schumacherja. Videli bomo, da številke nam lahko kažejo tudi drugačno sliko. Čeprav bomo lahko prišli na koncu do sklepa, da tudi v ekipi Haas je neko notranje rivalstvo in po mojem mnenju tudi izjemno močno. Primerjava kot taka je tudi izjemno zanimiva z drugega zornega kota. Namreč tu nimamo tolikšnih sprejemljivk, kot so morda prisotne na kakšnih drugih velikih nagradah, ko primerjamo med seboj čustvena kolega. In treba je poudariti, da tu na veliki nagradi Združenih držav na progi v Austinu sta za dirko oba voznika imela praktično na razpolago enake mešanice pnevmatik. Treba je poudariti tudi nekaj, da Antonio Giovinazzi je nadomeščal Magnussena na prvem prostem treningu, torej manjša prednost za Schumacherja. A videli smo, da sta tako Kevin Magnussen kot Mik Schumacher začela samo dirko na trši mešanici pnevmatik, čeprav smo videli pri veliki večini ostalih, da so se odločili za ono srednjo medium. In tu je treba poudariti, da že od samega začetka je bil Mik Schumacher hitrejši od Kevina Magnussena. Namreč v prvem delu dirke, ki je šel od začetka do 18. kroga, se je ritem Mika Schumacherja gibal tam med minuto 44 sekund in 5 desetink ter minuto in 45 sekund. Seveda gre za zaokrožene podatke in ukolikor boste dobili krog, ker je bil ritem Mika Schumacherja za stotinko višji, je treba upoštevati, da seveda tu gledamo posplošen ritem. Po drugi strani Kevin Magnussen je imel bistveno širše polje, kar se tiče samega ritma. Od minute 45 sekund in 5 desetink do minute 45 sekund in 5 desetink. A v vsakem primeru v povprečju je bil nekaj desetink kasnejši od tistega, kar je pokazal Mik Schumacher. In tu bi rad poudaril neko singularnost, ki se mi zdi zanimiva. Namreč v 14. in 15. krogu je Mik Schumacher kar naenkrat začel voziti bistveno hitreje. Približno pol sekunde na krog. To v 16. krogu verjetno je napravil napako in izgubil sekundo in pol. V 17. krogu se je vrnil na običajni ritem, a nato v 18. krogu je sledil postanek za oba voznika. Seveda, izkoristila sta obdobje varnostnega avtomobila, a treba je poudariti tudi nekaj.
18 krogov, za tisto najtršo mešanico na razpolagi tu v Združenih državah Amerike, je verjetno pod tistim, kar bi lahko pričakovali. Strani nataknila sta oba voznika ekipe Haas, pneumatiko medium in nadaljevala. In seveda, tu moramo izpustiti kar nekaj krogov, kajti menim, da ni smotrno analizirati krogov z varnostnim avtomobilom. Dirka v resnici se začne ponovno v 26. krogu. In vidimo lahko, da Mick Schumacher je konstantno hitrejši za 30 na krog v primerjavi s Kevinom Magnusenom. In treba je poudariti, da sta en za drugim in da pred njima ni nobene gneče, ni nobenega voznika, ki bi lahko dobesedno oviral. In situacijo moramo tudi nekako razumeti v tem smislu, da Mick Schumacher je prehitel Magnusena in verjetno se je hotel čim bolj oddaljiti. A ta hitrost Micka Schumacherja je za seboj pripeljala tudi negativne posledice. Namreč v bistvu dobrih 6 krogov zatem, v 33. krogu, se je ustavil za svojo drugo menjavo. In če se spomnite preglednice iz začetka prispevka, novega seta pneumatik medium ni imel na razpolago, torej ostala mu je izbira samo pri pneumatikah hard. Ko se je vrnil na progo, je bila situacija čisto drugačna. Ampak ne samo zaradi mešanice pneumatik. Sedaj, če pogledamo, da Kevin Magnussen je v 31. krogu dosegel čas minute 43 sekund in 7 desetink, je takoj zatem v 34. krogu v bistvu svoj ritem znižal za 7 desetink. V naslednjem krogu je prišel približno čas minuta 42 sekund in 5 desetink. Bodite pozorni na ta podatek. In na to držal ritem približno minute in 43 sekund do konca dirke. Kaj pa Mick? V trenutku, ko se je vrnil na progo s pneumatikom hard, se je približno držal istega ritma kot Kevin Magnussen. Minuta 43 sekund in 0 desetink. Seveda, kakšen krog je bil malce hitrejši, na to naslednjega morda malce počasnejši, govorimo o nekem zaokroženem povprečju. In tako sta oba voznika ekipe Haas prišla do konca. Sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj se je zgodilo. Kolikor vzamemo uradno razlago Micka Schumacherja, bomo dobili nek odgovor. Namreč dejal je, da so bili hitri, ampak da je nekaj priletelo v njegov bolid in tako v bistvu pokvarilo tisto možnost, ki jo je imel, da bi dosegel točke. Ampak če je Mick Schumacher imel poškodovan bolid, tako je možno, da v 55. krogu je napravil svoj najboljši rezultat na dirki, vsaj kar se tiče časa na krog. In vidimo, da je primerljiv s tistim, kar je pokazal na primer Yuki Tsunoda z Alfa Taurija. In sam v resnici dvomim, da bolid ekipe Haas, ki bi bil poškodovan, je lahko konkurenčen Alfa Tauriju. In tu je treba še nekaj razumeti, da Kevin Magnussen je svoj najhitrejši krog postavil prav v tistem 35. krogu, na katerega sem vas opozoril malce prej. Torej, vidimo lahko, da Kevin Magnussen je v pravem trenutku dobesedno stopil na plin. In tu seveda sedaj sledi moja osebna razlaga. Namreč znotraj ekipe Haas je neka konkurenčnost med obema voznikoma. Velja sicer isto staro načelo, da tvoj moštveni kolega je tvoj prvi nasprotnik. In videli smo lahko, kako Kevin Magnussen je dobesedno začel pritiskati na Micka Schumacherja,
to v prvem in drugem delu dirke, da je ta dobesedno uničil set pneumatik. Drugače si tiste predčasne menjave sam ne znam razložiti, zakaj je bila potrebna po 6 krogih aktivne dirke, in govorim o srednjem delu na pneumatikah medium. To smo lahko videli, da Mick Schumacher kljub vsemu je le s težavo držal ritem, ki ga je imel Kevin Magnussen, in tu bi vas rad opozoril na nekaj. Res, Mick Schumacher je imel pneumatike hard, medtem Kevin Magnussen pneumatike medium. Po drugi strani je imel Kevin Magnussen pneumatike, ki so imele bistveno več krogov za seboj, in prisiljen je bil jih hraniti, medtem ko Mick Schumacher takih težav ni imel. In tu menim, da je del boksov, ki skrbi za bolid Kevina Magnussena, ter Kevin Magnussen sam nekako potisnil Micka Schumacherja v ono smer, da je dobesedno napravil napako. Dvomim, da pri ekipi Haas so imeli v mislih dve različni strategiji za svoja voznika. Ukolikor bi pri Micku Schumacherju želeli imeti en del na tisti pneumatiki medium in 2 dela na oni pneumatiki hard, bi verjetno, tako kot vsi ostali, začeli na pneumatiki medium. Vsekakor je ne bi menjali po 18 krogih. Zato sem še v tem trenutku prepričan, da sta oba voznika začela na enakem izhodišču. Le da Mick Schumacher v onem drugem delu je malce pretiraval. 30 na krog se lahko komu zdi malenkostno, ampak v današnji Formuli 1, vsaj kar se tiče ritma, je to občutno. In vidimo lahko, da Formula 1 je neizprosen, kdaj pa kdaj tudi krut šport, ker je tisti, ki deli garažo s teboj, morda lahko tudi največji sovražnik. In prav tu smo lahko videli, zakaj razne kritike na račun Micka Schumacherja imajo tudi neko osnovo. Verjetno bi marsikdo pričakoval, da v takem dvoboju bi Mick Schumacher zmagal. A videli smo, da lahko, vsaj tako kažejo podatki, je resnica tudi malce drugačna od tistega, kar so želje mnogih navdušencev in navijačev. Za danes bo seveda vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.